zdaj pa od fizičnih poskusov k ljubezni. Ljubezen ima več obrazov, materinska, partnerska, domovinska, erotična, še kakšno bi zagotovo našli. In pri družini DOO, pri založbi, je šla knjiga 4 ljubezni avtorja C.S. Lewisa, ki na svoj zelo poseben način opredeljuje 4 temeljne oblike ljubezni. Naklonjenost, prijateljstvo, eros in agape. Odkrivali bomo, kako se vse 4 prepletajo v našem vsakdanjem življenju, katere so pomembne našim sogovornikom. Ja, malce je hrupno zdaj tukaj, ampak mislim, da bo se počasi tudi omenilo. Naši sogovorniki oziroma naši gostje imajo tudi mikrofone, tako da jih boste dobro slišali. In sicer moderatorka Barbara Kastrilec, pozdravljeni, se bo pogovarjala z doktorico Katarino Kompan-Erzar, torej o nečem najlepšem, najpomembnejšem, najtežavnejšem v našem življenju. Tako prisluhnimo torej o ljubezni. Monitor, tam je vse otrok zdaj. Vse je, sam vi da slišite, kako so zvočniki. Pogovarjali se bomo, kot rečeno, o knjigi 4 ljubezni C.S. Lewisa, ki je izšla pri založbi Družina. Z vami bomo, da ponovim, Barbara Kastrilec, sem zaposlena pri založbi Družina, moja sodelovnica bo Katarina Kompan-Erzar. Vsaj na kratko jo bom predstavila, čeprav spremljati, da bom ne znala. Katarina Kompan-Erzar je docentka za zakonsko in družinsko terapijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in predavateljica na fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda in na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, torej na 3 univerzitetnih točkah. Poleg tega predava, vodi delavnice, izvaja supervizije in izobraževanje za različne socialno-varstvene in izobraževalne ustanove. Je tudi avtorica več knjig, med njimi Odkritje odnose, Skrita moč družine, Ljubezen unije spomin in 2 ognjena, Teorija navezanosti, nekaj izmed teh knjig imamo tudi s sabo. Zdaj pa še nekaj besed o avtorju knjige. C.S. Lewis velja za krščanskega klasika. To knjigo pa je napisal leta 1960, se pravi nekaj trajnega, vrednega imamo pred sabo, tudi 3 leta pred svojo smrtjo je strnil vanjo nekaj najbolj dragocena življenjska izkustva o ljubezni. Poznamo ga pa sicer po 30 drugih knjižnih naslovih in med njimi tudi zgodbah iz Narnije, ki pa mislim, da ni treba posebej predstavljati, to je svetovna uspešnica. Torej, 4 ljubezni. In če začneva z nekim uvodnim takom, ki bi mu lahko rekli ljubezen do podčloveškega. Ne
Najprej o nadčloveškem, večkrat govorimo o človeškem, tudi podčloveškem, ali kaj si avtor predstavlja, da to je. Tukaj sem sodijo stvari, kot so ljubezen do narave, domovine, lepote, ljubezen do živali, pa tudi ljubezen do užitkov, tistih takih, ki lepšajo življenje, pa tudi tistih, zaradi katerih smo že kar nekako odvisni. Zakaj Katarina je prav, da govorimo ta drobna veselja, drobne ljubezni? Kdaj pa z njimi prekoračujemo mero in postajajo nek naš fetiš, naše vse? Jaz bi tako rekla, avtor je pisal to knjigo leta 60. Za tisti čas se bo nekaj neverjetnega, da je nekdo sploh začel govoriti o tem, kako pomembno je, da smo ljudje pooblaščeni, da lahko začutimo in svoje telo in drugega, naravo, domovino, nekaj take pojme ali pa vsakodnevne stvari na poseben način. Zdaj leta 2016 je popolnoma jasno, da gre za organski stroj naših možganov, da gre za to, kar naše telo potrebuje. In jaz sem bolj podvala njegovo intuicijo, da razume nekaj, kar se takrat nihče še ni gotovosti vedel. Kaj pomeni, kako bi v sodobnem jeziku rekli zdaj naklonjenosti ali pa te ljubezni do teh samoumevnih stvari, bi rekli preprosto vprašenost pa sposobnost zaznati drobne trenutke stika. To bi pomenilo, da naše telo, pa naši možgani rečemo, potrebuje vsak dan določeno količino stika in pozitivnih čustev, hvaležnosti, začudenja, spoštovanja, veselja, naklonjenosti rečemo, s katerim nahranimo svojo telesno potrebo, katero sploh ne smo živi. Z drugimi besedami, da se izloči dovolj oksitocina, šlamina, hormonov, ki skrbijo za naše zdravje. In kdaj to postane lahko kontraproduktivno, takrat, ko ljudje to, kar je samoumevno, kar je normalno, kar nam je ponujeno ves čas, polagamo preveč pozornosti ali pa začnemo to obravnavati s strahom. Pomeni, da bom ja dovolj naležen, da bom ja dovolj pozoren, da bom ja uspel izkoristiti to, da je danes srečen dan. Takrat se uničimo, čisto organsko se uničimo dostop do teh drobnic, trenutkov življenja ali pa veselja, ki so nam dani po naravni poti. Zdi se mi, da ima zmeda. Ne, zanimivo. Zdi se mi, da moški nekako bolj združujejo te drobne ljubezni skupaj s tem, kar v osnovi počnejo. Da jih nekako to delo popolnoma potegne in prevzame, komiček združijo z svojim delom. Ženske pa mogoče bolj gojimo neke drobnejše vrtiške. Kako je to pri tebi, Katarina? Imaš kakšen skriti grb? Morda tudi ti opažaš podobno, da moški povsem odpelje delo, ženske pa recimo gojimo še neke manjše trenutke zasebnosti, kjer uživamo brez graje. Ja, mogoče bi to še malo dopolnila, čisto v enem razumevanju delovanja moških in ženskih organov, je zdaj že dosti jasno, da večino moških organi so naklonjeni tega, da delajo eno stvar naenkrat. Medtem ko ženski organi ne težje delajo samo eno stvar naenkrat, ker imamo mečko bolj povezani premislenje, pa mečko bolj odzivno, aktivno rečemo. In zaradi tega ponavadi počnemo več stvari naenkrat. Zato včasih, ko se reče, moški ima svoj hobi, poleg službe, ali svoje službe, tako res ne jemlje, to niti ni neka prednost, ampak je samo znak tega, da težje to združuje. Jaz v svojem življenju bi rekla, da v bistvu ne vem, če kjera stvar jemljem tako zelo resno, da mi ne bi postala hobi. In bi težko ločila službo od hobija, starševstvo od zabave, tako se mi zdi, da z leti, zato mi ta knjiga izjemno všeč, se vedno bolj strinjam s tem, kar pravimo v tej knjigi, da kar je glavna stvar, ko se ljubezni odpira. Pomeni, da lahko vzameš stvari z eno tako dosti veliko prostodušnostjo in narediš iz njih veselje, narediš iz njih hobi. Služba je cilj, če si suveren, če stvari že poznaš, da postane tudi vir
so stvari, ki jaz mislim, da je cilj, da postanemo del vsak dan. Bolj kot da ostane eno izolirano področje, kar je občeno more. Je pa dejstvo, da vsak od nas v sebi boli eno sposobnost naštetava, da se mi tega napolni. Da to zame, to bomo posebno veselje in vedno gledati. In tudi takrat spravice. Znanje, veliko. Naše gore. Ja. Torej, zapomnili si bomo, da ne izoliramo svojih ljubezni, koničkov, ampak da jih razširimo za vse, kar Nični preživljenje ne bi postal naš konikot. Vse mislim, da več tako časa nimamo. Tako. Torej, govoriva o ljubezni, Katarina Kompal-Grzah, najskromnejša in najbolj razširjena med vsemi ljubeznimi, pravi Luis, in verjeti, da smo se najbolj podobni z živalmi, je nekaj starega, znanega, domačega. Naklonjenost se skoraj pretihotati kot pilica skozi naše življenje. Živimo s skromnimi, izgaljenimi, zasebnimi rečmi, z mehkimi copati, starimi oblačili, starimi šalami, spremlja nas tolčenje pasjega repa, ob kuhinjski pot. No, naklonjenost to ni neka občudujoča ljubezen. Naklonjenost ne diskriminira. Naklonjenost shaja z najmanj obetavnimi ljudmi. Združuje tisto, kar sploh ne paše skupaj. Pri naklonjenosti gre za ponavljanje utečenih, rutin, nekih neformalnih, vljudnih gest. Načeloma neka naklonjenost, ta druga, ta prva oblika ljubezni, pravzaprav, je videti čist zastonska, nenaporna, spodobna. Ampak Luis opozarja, da tudi naklonjenost ima svojo senčno plat, se lahko sprevrže. Se lahko zgodi, da nam, ne vem, to domače posedanje v udobnih hotelih ali pa prilagajanje nekomu leta in leta, ko pridemo domov vedno na isti način, da nam to lahko že življenje izstavi visok račun. Ja, če bi šlo samo za to, da stavim visok račun, no in potem pač ti ga plačali in šli naprej. Problem je, da to izstavi visoke račune ljudi okrog nas. Zdaj, kaj bi bila naklonjenost v enem nekem sodobnem zikovnem jeziku? Oglašenost. To, kar se je druga značilnost organov, je ta, da so to najbolj leni organi v našem telesu, pomeni, če je možno, poskušajo stvari delati vedno na isti način. Zato, da se prihrani energija, zato, da ni treba poganjati in rasti novih celih novih povezav, ampak če je mogoče, da vsako novo stvar poskuša zvesti staro. To je ena značilnost, druga značilnost je pa ta, da se vedno trudijo dati pomen stvarem. In pomen dajemo novim dogodkom, dajemo na podlagi starih izkušenj. Zato ena utečenost, ena rutina je seveda osnova za to, da sploh vemo, da smo pa kje živimo, pa tam spadamo. Po drugi strani je pa to šele higienski minimum, da se lahko začne graditi. In ko bomo želeli narediti nekaj novega, bojo možgani prvi rekli, a ne bi mi to naredili postaviti. In to gotovo je ena stran pot. Je pa drugo dejstvo, ki je nekako mnogo pred zapisano, da če predolgo delamo stvari po starem, se začnemo dolgo časa, dopamin se zniža, ni več dotoka novih razlagov, ki bi omogočili, da malo možgane delo. In takrat bomo začeli čutiti dolgočas, stisko, negotovost, čustva, ki nam bo pomagala, nas spravi iz tega varnega kavča, da vsaj zamenjamo program na televiziji, če ne pismo. Torej, naše utečenosti so nekaj, kar nam dolgo časa, s čimer dolgo časa dobro shajamo, nas pa lahko preseneti nova organizacija v možganih, ki zahteva od nas neke nove pospeške, neke nove razglede, neke nove... Novo vprašanje okrog, nove situacije, novi izzivi. Zato je, recimo, ko govori naklonjenosti tudi v materinstvu, recimo, jasno, če hočeš z enim otrokom živeti, ne samo ga vzrejati ali pa ga spravljati gor. Če z njim živiš, je jasno, da tisto, kar veljalo včeraj, jutri ne velja več. Enkrat že na filmu, da priješ ponače, drugi dan na filmu,
se razvija. In lepota tega združevanja nezdružljivega je tudi v tem, da takrat, ko živimo moški in ženske skupaj otroci, starši skupaj, se sveta to ne spremenja, ki se zapomnijo včasih se ne bo strašno. Je to naša edina možnost, da bomo res iskali tisto, kar nam najbolj čisto v življenju prinese. In je gotovo oglašenost, naklonjenost in tisto, ki nam omogoča, da vemo, kje v tisto življenje je tega življenja. Okus po življenju. Zgodi se, da zakon iz zakonskega, slovenskega iz nekega erosa, o katerem bomo govorili pozneje, da se prekucne, zdrsne, parkira v naklonjenost. Torej, par, ki je bil leta in leta skupaj, sta se na vse zadnje ob koncu svojega življenja, sta si globoko naklonjeni. Je to v redu, je to dovolj? Je to to, k čemu potujemo? To gotovo je v redu, samo da ni dovolj. Naklonjen si lahko komorkoli. Z enim ustreznim dogovorom praktično ljudje lahko živimo s komorkoli, ki stavno pravila in se držimo. Če gledamo študente, menjavajo svoje cimre, domove, kakorkoli lahko vsake preleta. In s komorkoli lahko načeloma si uredi življenje, ki te ne moti. Dolgotrajno življenje v enem intimnem odnosu se pa ne more, da se ne bi razvilo v celoti, pomeni seveda je naklonjenost ABC. Naslednja stvar je eros, pomeni navdušenje, tudi naspolna privlačnost, večja, manjša, zaljubljenost, to so tudi kimika, to je stvar draždajev in govora, to je zelo organska stvar. Tretja, kar se mi zdi, da tudi mislim, da Lewis v tem govoril, tisto, kar poveže naklonjenost, erotičnost in pomaga temu človeškemu odnosu razviti, se rečemo eno posebno vrednost, da lahko se oba zanesemo, da bo zdaj še odnos nekaj za njo naredil, nekaj se možno postavlja, pravila in vseh drugiva, je prijateljstvo. In se mi zdi, da ima dobrega odnosa pred prijateljstvom med moškim in ženskim. Dolgotrajnega, takega, da je lahko vedno živ. Ker konc koncu vse je prijateljsko zaljubljen, to postane skrajno naporno. A ne, se filmska struktura zaljubljenosti ni namenjena, da bi dolg trajala, ker je šta prvenja. Ampak zakaj se ne bi zaljubil vsak okrog, ne? In to omogoča prijateljstvo in moškim. Da se lahko erotično sprijavlja in pomiri, pač bi te lahko kaj počneš, a ne? Torej, zdaj sem te nekoliko sem te začudeno pogledala, če to bolj še ne. Recimo, smo poročene, gospe, žene, odnose 10, 15 let, 12, 17, 20, 25. Naš avtor knjige Lewis Eros si da še eno dodatno dimenzijo pravi, da ima tudi Venera, torej Venera je tista spolna privlačnost. Eros pa pomeni tisto drugačno privlačnost, ki je posebna, ki je zanimiva v tem, da išče ljubljeno žensko, ljubljeno osebo. Eros išče spolni objekt za potešitev, oziroma Venera išče to željo potešitev. Eros išče prepenenje, ki ne mire. In to prepenenje nam pripada, nam je dano. Če pogledamo malo logikega verskega ali krščanskega, to je obljubljeno. Nam je obljubljeno, da bomo lahko ohranjali prepenenje, ki je večje od vseh naših zmožnosti, ki nas pelje naprej, ki nikoli ne bo do konca potrešeno. Zakaj je to smiselno? Zato, ko to ohranja življenje. Ko to ohranja rodovednega, ko to ohranja tudi v odnosu med možnim in eno po 15-20 letih, to ohranja tem, da vedno lahko tisto spominja, da vedno se lahko možno smeješ, vedno se lahko nekaj smeješ, vedno lahko narediš nekaj otroškega, zato ker je odnos dovolj varen, da to prenese. Pomeni, da prenese izstane, da prenese kakve drobne napake, se reče, da boš z odnosi, da bo ostaneš, če je zvestoga osnovna naklonjenost, ohranjena, potem lahko vedno se vidi, najdete kakšne situacije, ko se lahko
daj do konca poznaš, da so tako čudni, da nikoli ne moreš do konca razumeti. Bom presenetil, ne? Ja, To pomeni, da je še živ. Torej, ena od teh zakonitosti Erosa, kako pravi Lewis, je tudi ta, da je to neka smrtna med našimi ljubeznimi. Preide, preskakuje, čeprav pride večna zvestoba. Zelo zanimivo se mi je zdelo, ko sem brala tvoj sestavek iz ene izmed tvojih knjig, kjer si zapisala takole kot študent, ko sem brala to knjigo, da telo, ki je s tabo trpelo, ki je s tabo šlo čez preizkušnje, telo, ki ni šparalo energije na tvoj račun, telo, ki je s tabo prevedelo prečulo moči ob majhnem in ukajočem otroku, boš imel vedno rad. S tem telesom si boš vedno blizu, si boš vedno zaupan.